Lepo pozdravljeni vsi tukaj, ki sedimo za to mizo, druge članice in člani Slovenske medicinske akademije, predstavniki medijev. Ta sestanek, ta okrogla miza je namenjena temu, da se tudi Slovenska medicinska akademija, za katero si upam trditi, da je vrh slovenske stroke, opredeli do aktualnih problemov, do krize v zdravstvu. In uvodoma bomo mi, ki tukaj sedimo, nekaj povedali, sicer pa ste vsi povabljeni k aktivnemu sodelovanju, da poveste svoje misli, na kar bomo dali še besedo predstavnikom medijev. Lepo pozdravljeni in dovolite, da jaz uvodoma nekaj misli, ki so me spodbudile k temu, da organiziramo to okroglo mizo, povem. In sicer, se opravičujem, samo da telefon izključim, da me ne bodo. In sicer, jaz se bom v svojem izvajanju opredelil predvsem do problema pomanjkanja zdravnikov, ki je pripeljalo eno od glavnih razlogov, ki je pripeljal do krize, predvsem na primarnem nivoju. Potem bodo pa ostali kolegi, kolegice povedali še o tem, kje vidijo glavni problem in predvsem bi poskušali nakazati rešitve, kako iziti iz sedanjega nezavidljivega stanja. Pomanjkanje zdravnikov v Sloveniji je stalnica, ki nas spremlja že nekaj desetletij. In smo tudi sedaj nekje v spodnji tretjini evropskega povprečja, kar tiče števila zdravnikov na povprečje prebivalcev. In to je eden od poglavitnih razlogov tudi za sedanjo krizo zdravstvenega varstva. Najprej je razlog za pomanjkanje zdravnikov dolgo omejen vpis na edino medicinsko fakulteto, ki smo imeli samo v Ljubljani, no tudi mariborska medicinska fakulteta ne more pokriti vseh potreb, čeprav smo predolgo čakali, da dobimo drugo medicinsko fakulteto. In v bistvu je to tisto, da nam primanjkuje zdravnikov. Primanjkuje nam, kot sem že dejal, zdravnikov predvsem na primarnem nivoju. Naslednji razlog, poleg premajhnega vpisa, je ta, da mlajši kolegi raje in pa mladina raje izbira poklice, ki so donosnejši, kot je biti zdravnik. Čeprav večkrat slišimo kritike, da so zdravniki med največjimi zaslužkarji, vendar teh kolegov je tako zelo malo, upam si trditi, manj kot 1%, sicer je povprečna plača slovenskega zdravnika nekje na nivoju povprečne slovenske plače oziroma še celo nižja, če govorimo o mladih zdravnikih specializantih. Potem je tudi odnos do zdravništva. Namreč nočemo, da bi zdravnike postavili na piedestal, ampak nek odnos do zdravništva kot takega. In vemo, da smo v preteklosti bili največkrat med vsemi poklici obrekovani. Javnosti tukaj ne gre samo za medije, tudi neko splošno mnenje, češ da zdravniki ne opravljamo svojega poklica tako, kot naj bi. Ves čas so bili v ospredju napake in pri tem je najbolj motilo to, da tisti, ki so o tem poročali, ne ločijo med zapleti, ki so nujni sestavni del našega dela, da se zadeve ne izidejo, kljub upoštevanju vseh pravil dobre klinične prakse. Seveda je treba ločiti to od pa tistih res grobih napak, ki so posledica nemarnosti, neznanja. Teh je pa bistveno manj. Zato seveda ta poklic ni več aktualen
ni več tako privlačen, kot bi moral biti, in zato nam mladi kolegi, tudi diplomirani zdravnice in zdravniki, odhajajo v sorodne poklice, farmacijo, druge poklice, odhajajo v tujino in seveda to je razlog za pomanjkanje zdravnikov. Po drugi strani pa imamo enormno povečanje po zdravstvenem varstvu. Namreč slovenska populacija se stara, trenutno imamo dobrih 20% starih, in ki potrebujejo bistveno več uslug, kopičijo se kronične bolezni in pa seveda prihaja do novih načinov zdravljenja, ki prav tako zahtevajo bolj intenzivno obravnavo, pogostejše obiske, in vse to ustvarja razkorak med potrebami in pa razpoložljivimi kapacitetami, in zato se dostopnost do zdravstvenih storitev v zadnjem času močno zmanjšuje, kar si upam trditi, da je kršenje temeljnih človekovih pravic. Kajti med vrednotami, ki kažejo razne lestvice, statistika, je zdravje med prvimi tistimi karakteristikami, ki je. Zato jaz mislim, kako iz te krize najprej je treba zdravništvu povrniti ugled, tudi z ustreznim nagrajevanjem. Ponavljam, plače zdravnikov so v povprečju nizke in ne graditi na tem, da je med največjimi zaslužkarji nekaj par zdravnikov, ki bi skoraj lahko preštel na prste roke. Potem naslednja stvar, ki bi bila potrebna za razrešitev sedanjega stanja, kajti razmere v vseh regijah slovenskih niso enako kritične kot sicer, in že pred več kot 20 leti smo govorili o mreži zdravstvenega varstva, ki je še danes nimamo. Kaj pomeni mreža? Mreža pomeni, da je dostopnost prebivalcev vseh slovenskih regijah, vseh občinah dosegljiva, torej usluge, da so dosegljive pod enakimi pogoji. Temu ni tako. In tukaj bom povedal za marsikoga morda eno kverulantno misel, da bi bilo deloma potrebno skrčiti lokalno samoupravo in določene stvaritve, predvsem na primarnem nivoju, centralizirati na ta način, da se ugotovijo potrebe po zdravniških uslugah, zdravstvenih uslugah na primarnem, sekundarnem zdravstvenem varstvu in se zagotovi ustrezno število zdravnikov na teh nivojih po posameznih regijah, ki bo vsem primerljivo in da bo zdravstveno varstvo dostopno vsem prebivalcem Slovenije pod enakimi pogoji. Kajti bogate občine si lahko privoščijo recimo več ambulant, boljše plačilo zdravnikov, čeprav temu ni tako, vidimo, da so zdaj največje krize prav v večjih občinah, ki so bogate, ampak vendarle, te stvari bi bilo treba postaviti na skupne temelje, izenačiti, torej na osnovi mreže zdravstvenih storitev, ki nam jo obljubljajo že več kot 20 let. In pri tem ne potrebujemo nekih dolgoročnih analiz, kot nam jih obljublja sedanja vlada. Podatki so, večina podatkov je na voljo, potrebna je akcija in tudi prerasporeditev z stimulacijo mlajših kolegov, da bi šli v tiste regije, ki so podhranjene, da bi jim zagotovili ustrezno plačilo, pa tudi recimo stanovanja, in na drug način z materialno stimulacijo jih privabili tja, kjer je zdaj največje pomanjkanje zdravnikov. Po drugi strani bi z ustreznim nagrajevanjem preprečili beg požganov v tujino. Jaz nimam nič proti, da se hodijo kolegi izobraževati, hvala Bogu, se moramo hoditi izobraževati, ampak da odidejo za stalno. Jaz sem že večkrat povedal, da to ni dopustno, kaj ti. Glejte, šolanje zdravnika stane zelo veliko, je med najdražjimi študiji.
V Ameriki stane cirka 50 do 60 tisoč na leto študij medicine. Pri nas je sicer cenejša, ampak še vedno med najdražjimi in ne moremo odprtih rok dovolj, da kolegi odhajajo. Potem, ko diplomira, konča celo specializacijo, odide brez kakršnih koli obvez. Potem še eno zadevo bi omenjal, namreč mi pri nas poznamo različne oblike zdravstvenega varstva, javno, zasebno in pa koncesionarstvo. Jaz nimam nič proti vsem tem oblikam, ki so dopustne in tudi zakonsko opredeljene, vendar bi bilo potrebno obremenitve med vsemi temi tremi sektorji enakomerno razporediti. Kar tiče koncesionarjev, je zelo dobrodošla konkurenca, vendar bi koncesionarji morali opravljati vse oblike dela, tudi dežurstva in delo v urgentnih centrih, tako kot tisti, ki so zaposleni v javnih zavodih. S tem bi se gotovo dostopnost do zdravstvenih storitev povečala in bi seveda več tistih, ki sedaj nimajo izbranega osebnega zdravnika, lahko imelo tudi to vrstne opredelitve in storitve. Pa še eno zadevo bi omenjal, dvoživke. Zdravniki, ki poleg svojega rednega dela v javnih zavodih delajo tudi pri zasebnikih, to je seveda zakonsko dopustno, nimam tudi na načelni ravni nič proti, vendar bi raje videl, da zdravnik, ki ima še toliko energije, volje in želje, da dela, naj to po končanih obveznosti v svojem zavodu opravlja matični ustanovi. Pod pogoji, seveda pod pogoji, da je za to ustrezno nagrajen, pod pogoji, da se pacientov ne preusmerja iz rednih ambulant, kjer so bolniki naročeni, v neko popoldansko samoplačniško ambulanto, skratka, da se uredijo ti pogoji in ker zdravniki v svoji matični ustanovi najbolj poznajo infrastrukturo, običajno imajo tudi veliko boljše pogoje dela, ki potem omogočajo kakovostne zdravstvene storitve. Potem ustanavljanje teh ambulant za neopredeljene paciente, ki nimajo opredeljenega zdravnika. Jaz mislim, da to ni ta prav pristop, jaz temu pravim, da so to gasilske ambulante, ki dolgoročno zadeve ne rešujejo. Pa še, nespodobna ponudba je, da tisti, ki delajo, ki naj bi delali v teh ambulantah, dobijo tudi do 10-krat višje plačilo kot tisti, ki redno delajo v javnem zavodu. Skratka, to ni ena od dolgotrajnih rešitev. Spuščanje nivoja zdravstvenih storitev, da bi reševali čakalne vrste in pa predvsem, da bi povečali dostopnost neopredeljenih pacientov do zdravstvenih storitev, do svojega zdravnika in prepuščanje storitev medicinskim sestram, celo študentom. Jaz mislim, da je to spuščanje strokovnega nivoja. Sestre imajo zelo definiran svoj delokrog. To je nega, to je zdravstveno varstvo. Vendar opravila, ki jih naj opravljajo zdravniki, ne morejo enako kakovostno in odgovorno opravljati medicinske sestre, prav tako tudi ne študentje, ki še nimajo diplome. O zavarovalništvu in o drugih problemih bodo spregovorili drugi kolegi, zato bi tukaj končal, sem bil že itak predolg in bi kar predal besedo dekanu medicinske fakultete, profesor Švabo, ki je tudi primarni, torej družinski zdravnik, ki najbolj pozna probleme primarnega zdravstvenega varstva. Izvoli. Ja, hvala lepa. To, kar bom govoril, to pomeni z dveh stališč, najprej kot predstavnik družinske medicine. Tisto, ki je v zdravstveni blagajni namenjeno 4% vsega zdravstvenega denarja, razreši pa lahko 70% vseh zdravstvenih problemov. Govoril bom tudi kot dekan medicinske fakultete
Zavedam se, da je položaj, v katerem smo se znašli, zelo težaven in da je bilo v krizi v zdravstvu že veliko povedanega, tako da si ne domišljam, da bi povedal nekaj, česar niso omenili že drugi. Opozoril bi samo na nekaj stvari, ki se mi zdijo zelo pomembne. Prva je, da je zelo pomembno, da v razpravah pri reševanju problemov v zdravstvu prevlada kultura sodelovanja in ne kultura prepira. Zastrupljenost odnosov v družbi in na delovnem mestu je glavni dejavnik, zakaj si mladi iščejo delo izven Slovenije. In vsi se moramo truditi za strpen dialog in sodelovanje, to Slovencem pogosto ne gre dobro od rok in zaradi tega imamo nacionalno katastrofo, ki se kaže v odhajanju zdravnikov v tujino. Drugo je, da se moramo zavedati, da je medicina v prvi meri skrb za sočloveka in ne predvsem proizvodnja zdravstvenih storitev po logiki trga. Za cenovno učinkovitost zdravstvenega sistema je bistveno bolje, da se zdravniki ukvarjajo s tem, kako bodo čim bolje poskrbeli za polnega človeka, kot s tem, kako bodo dosegli normative in standarde. Če sprejmemo tak pogled na medicino, bo medicina morda tehnološko izvrstna, ampak ne humana. Če pa ne, potem se odločimo za humano medicino po meri človeka. Mladi se odločajo za študij medicine, ker želijo pomagati sočloveku. Humanizem, empatija in sočutje ne smejo postati navlaka, ki sodi v področje zdravilstva, ampak so še vedno, po mojem mnenju, bistvo poklica. Mladi želijo graditi boljši in bolj human svet in zato v svojem imenu in v imenu njih predlagam predstavnikom oblasti, da naredijo vse, da se ohrani humanost v medicini in da ne žrtvujemo na oltar produktivnosti in nadzora. Take usode si mladi ne želijo. V takem okolju bi v družinski medicini delalo samo 1,7% vseh tistih, ki so si za cilj postavili pomagati sočloveku in kar 20% študentov medicine bi obžalovalo svojo odločitev za študij. Očitno je tudi, da problema ne bomo rešili, če bomo vztrajali pri sedanjem načinu dela. Povečanje števila zdravnikov v takem obsegu hitro, da bi delali na enak način, enostavno ni možno. Treba je spremeniti način dela in to tako, da bodo zdravniki delali tisto, za kar so usposobljeni in ne vsega, kar jim naložijo drugi. Gre torej za novo vsebino dela družinske medicine in kaj je ta nova vsebina, je strokovni izziv in ne stvar pogajanja med deležniki, od katerih vsak brani svoje pridobljene privilegije. Gre za strokovno področje, na katerem obstajajo domači in tuji strokovnjaki. Brez njih se bomo odločali na pamet, s pozicij moči, tako kot že desetletja dolgo. Stroka družinske medicine že dolgo zagotavlja kakovostno osnovno zdravstveno dejavnost in potrebno je zaupati, da bo to počela tudi v prihodnje in ji dati več možnosti, da bo odločila o svoji usodi. To, da tega nismo dopustili, je ključni razlog, zakaj smo se našli tu, kjer smo. In za konec. Rad bi opozoril na položaj zdravnikov, ki v interesu razvoja stroke in znanosti kombinirajo redno klinično delo z raziskovanjem in pedagoškim delom na univerzi. Gre za posebno vrsto koristnih dvoživk. Njihov položaj ni ustrezno urejen, zaradi česar nam grozi, da bo slovenska medicina padla pod raven, ki si jo njeni prebivalci zaslužijo. Zato v imenu ohranjanja visoke ravni stroke prosim odločevalce, naj jih poskusijo čim bolj zaščititi in jim dati ugled in pomen, ki si ga zaslužijo. Hvala. Zdaj pa moram popraviti eno napako, namreč uvodoma sem mislil dati besedo, pa bi zdaj prosil gospo, ki je pomagala urediti to okroglo mizo, organizirati gospo Ulo Ukmar, da predstavi sogovornike, potem bomo dali besedo pa predsednici Zdravniške zbornice. Ne vem, če je še smiselno predstavljati sogovornike, imene pa nazive na tak na tablicah.
lahko pa vsem začnem s predsednikom Slovenskega zdravniškega društva, profesorjem dr. Radkom Komadino, predsednikom Etične komisije Republike Slovenije, docentom dr. Božidarjem Bolčem, dekanom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorjem dr. Igorjem Švabom, predsednikom Slovenske medicinske akademije, profesorjem dr. Pavlom Poredašem, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, profesorico dr. Bojano Beovič, profesorico dr. Dušico Pahor, članico Slovenske medicinske akademije in pa podpredsednico Slovenske medicinske akademije. Hvala lepa. In glavnega tajnika medicinske akademije, profesorja dr. Alojza Ihana. Hvala lepa. Hvala, se opravičujem še enkrat. Zdaj pa predvsem za medijev, da veste, s kom imate opravka danes. Prosim predsednico Zdravniške zbornice, profesor Beovičevo, da še ona pove svoje videnje in predvsem kako razreševati sedanjo nezavidljivo situacijo. Hvala za povabilo in hvala za besedo. Jaz moram ob tem povedati, da sem tudi članica Slovenske medicinske akademije. Skratka, sodelujemo kot kolegi na tem forumu. Marsikaj je bilo že povedanega. V dolgih letih, v katerih smo, mislim, da vsi prisotni zdravniki, dobesedno desetletjih, smo ves čas priča nekim kriznim razmeram in napovedovanjem reform. Tako da se na eni strani veselimo sprememb, ki naj bi prinesle vse tisto, kar si želimo. Tudi zadovoljni smo s tem, da lahko vsaj do neke mere sodelujemo ali pa bomo sodelovali pri teh spremembah. Seveda pa je nekaj skepse, glede na to, da že dolga leta čakamo na nekatere bolj radikalne spremembe. Zdaj, v tem času je prišlo do ene neprijetne situacije, ki je bila tudi že omenjena. Spremenila se je precej podoba zdravništva. Jaz ne bom rekla toliko med ljudmi kot v medijih. Ljudje, ki se k nam obračajo za pomoč, so zelo pogosto še vedno zelo zadovoljni in v tej situaciji celo izražajo neko hvaležnost, saj so presenečeni, da vendarle zdravstvo deluje. Že nekajkrat sem omenila, da zdravstvo pravzaprav deluje nekako navkljub temu, da se sistem ne spreminja, da ostaja nespremenjen desetletja. Naše stroke pa napredujejo tako tehnološko, kot na drugi strani se spreminja epidemiologija, predvsem slovenska demografija, pa tudi bolezni so nove in drugačne. Zdaj, zaenkrat smo s strani ministrstva spoznali analizo. Marsikaj od te analize že pravzaprav poznamo in nad rezultati te analize nismo tako zelo presenečeni. Slovensko zdravstvo je skromno, kar se tiče preskrbljenosti z zdravniki, in zato pravzaprav so te govorice, kako delamo premalo, neverjetne in nerazumljive, saj z manjšim številom zdravnikom dosegamo vsaj povprečne izide na številnih področjih. Izzivov, seveda obrisi, zaenkrat gre samo za obrise reforme, težko rečemo, kaj se bo zgodilo, ampak na vsak način bo treba spremeniti delovanje različnih ravni zdravstva. Profesor Švab je že omenil ta terciarni del, ki postaja za mlade ljudi manj zanimiv, ker je delovno izjemno intenziven, zahteva zelo visoke človeške lastnosti, sposobnosti. Na drugi strani pa seveda ne spada v te dodatke, ki jih dobivajo tisti, ki krajšajo čakalne dobe, skratka, ki delajo te posege, ki so bolj pogosti. To je en poseben segment medicine, ki mislim, da bi ga morala Slovenska medicinska akademija posebej poudariti v svojih kontaktih z ministrstvom in z odločevalci. Mi potrebujemo
potrebujemo medicino, ki se bo razvijala usporedno ali pa celo včasih kakšen korak pred mednarodno. In mislim, da vsi, ki smo v tem prostoru, čutimo neko stisko pravzaprav v tem, kdo nas bo kdo bo tisto delo, ki smo ga mi zastavili, ta področja, ki smo jih razvili, v naslednjih letih prevzel in peljal naprej. Da bodo na ta naša področja prišli res odlični ljudje in zato bodo morali biti na nek način motivirani, zato mora poskrbeti država in moramo ji razložiti, zakaj je to tako zelo pomembno. Potem je pa seveda tukaj primarna raven, način, kako se porazdeli pač različne stroke po geografsko, če hočete, po strokah, tudi na sekundarni ravni. Tukaj so pravzaprav mehanizmi zelo podobni, treba je dati neko nagrado, pa neko delovno okolje. Naši kolegi, ki grejo v tujino, vedno govorijo o tem, da tam res lahko delajo medicino. To se pri nas ne zgodi pogosto. Zdaj, na Zdravniški zbornici se zavzemamo pravzaprav za to, in mislim, da zdravniki v celoti v Sloveniji, da se kar se da ohrani javno zdravstvo, da ljudje ne plačujejo za storitve iz svojega žepa in da nimamo enega vzporednega zdravstvenega sistema, kot ga imajo recimo zdaj v velikem razvoju, velikem razmahu države bivše Jugoslovanske republike. To je neka nevarnost, ki jo vidimo neposredno. Stremeti moramo za ohranjanjem javnega zdravstva, zato ker je zdravniku v njem tudi lažje delati. Ni v tem neposrednem finančnem odnosu s pacientom. Seveda pa je treba udejanjiti tisto frazo, ki jo ima tudi politika zelo rada, da postavljamo pacienta v središče. Seveda potrebno je zagotoviti njegove potrebe, pravočasno, kakovostno, ne glede na to, kdo jih izvaja. Ampak seveda vsi morajo imeti enake pogoje, vsi morajo biti pod enakim nadzorom. Marsikaj bi se dalo še povedati na različne teme, mislim, da se tudi oglašamo do neke mere v medijih z svojimi stališči, tako da bom jaz zdaj kar zaključila, se zahvalila in prepustila besedo. Hvala lepa. Da zaključimo ta del iskanja razlogov za sedanje stanje, bi pa prosil profesor Ihana, ki ga poznamo tudi po kolumnah. Zadnja kolumna v Delu je bila posvečena zavarovalnici, pa mogoče predvsem kaj o tem oziroma tudi sicer o vzrokih in izhodu iz sedanje krize. No, nisem mislil o zavarovalnicah. Ne, tudi mislim. A ja, mogoče. Aha, tu. Mikrofona, ne? A ja, pardon. Tisto, kar sem predvsem mislil razmišljati, je predvsem o komunikaciji tega, čemur se zdaj reče kriza. Čeprav je to stanje, ki je pravzaprav v zdravstvu že nekaj 10 let in je težko, v zdravstvu so procesi kontinuirani in je težko reči, da je pa zdaj v zadnjih 2 mesecih kriza, predtem eno leto predtem ali pa 3 leta predtem je bilo pa čisto drugače, to vemo, da ni res. Tisto, kar je zdaj, je pravzaprav politična kriza, se pravi, zaradi nekih dogodkov v javnosti se zdi, kot da je naenkrat veliko več narobe, čeprav je popolnoma enako bilo tudi pred 2 ali pa 3 leti. Zdaj, to stanje, ki mu rečemo nekakšna politična kriza zdravstva, ima seveda svoje dobre strani, ker vsaka kriza prisili v neko aktivnost. Se pravi, tudi tukaj je nekako politika prepoznala to zavedanje v javnosti, da zdravstvo ni v redu, kot neko napoved aktivnosti oziroma tako imenovanih reform. Tista slaba stran je pa, da skupaj dajati krizo pa reforme v zdravstvu ni najboljš. Zato, ker politična kriza se pač rešuje z PR-jem, z
razburjanjem v javnosti. Reforme pa niso nekaj, kar se da od danes na jutri postaviti, ampak so spet neki dolgotrajni procesi in tukaj nastanejo predvsem veliki komunikacijski šumi. Namreč politika v želji po zadovoljitvi javnosti želi prepričati javnost, da praktično že ima reformo v glavi, da je samo še vprašanje časa, kdaj se bo vse začelo razreševati, in strokovnjaki po svoje to na nek način razumemo, ker je to pravzaprav PR način pomirjanja tega občutka krize. Ampak po drugi strani pa seveda nastaja v deležnikih v zdravstvu, se pravi med tistimi, ki v resnici stvari lahko urejajo, torej med strokovnjaki, med institucijami, kot so bolnice, med koncesionarji, med pravnimi koncesionarji, med fakultetami, pa nastaja seveda nelagoden občutek, kajti če politika, se pravi, če vrh države govori, da je že vse trasirano, mi pa vemo, da smo pravzaprav tisti, ki bi morali to vedeti, oziroma ne samo vedeti, saj ni drugega, ki lahko trasira kot tisti, ki smo deležniki. In tukaj nastane potem občutek nejevere. Mi sicer lahko pri sebi mislimo, aha, to je samo PR, to ne smemo imeti resno, saj bodo prišle še posvetovanja z nami, ampak po drugi strani pa komu boš verjel, če ne ministru pa predsedniku vlade. Se pravi, to stanje krize ima pravzaprav neko neugodno posledico, da deležniki pravzaprav ne moremo do konca verjeti, da bo reforma, če pa že je menda reforma, ki pa jo nismo še nikjer videli, oziroma o kateri nas ni še nihče obvestil in za katero vemo, da nihče drug jo ne more narediti kot tisti, ki smo deležniki tega zdravstva. Ne more iz vesolja priti en Finc pa narediti reformo. In vlada, ki želi, in eden od glavnih namenov vlade je pravzaprav, da preprečuje, da z neko jasno sliko o bodočnosti preprečuje stihije. Se pravi, tisto, kar lahko po nekem slabem scenariju naredi vlada, je, da pravzaprav nas vse prepriča, da je reforma že postavljena, čeprav nihče ne ve za njo, in potem se vsak deležnik začne po svoje reševati glede na svoje interese. Koncesionarji po svoje, fakultete po svoje, bolnice po svoje, zato ker bomo vsi verjeli, da reforma že poteka, v resnici pa ni nobenih pravih informacij o tem. Se pravi, tisto, kar pričakujem nekako od vlade, je, da se pravzaprav postavi kot vlada, ki najprej preprečuje stihijo na ta način, da najprej poda jasno sliko, v kateri se bodo vsi deležniki videli. Ni treba, da poda natančne načrte reforme, ampak vendar mora povedati te preproste zadeve, kako vidi organiziranost primarnega zdravstva, kdo bo vodil, kdo bo organiziral, kdo bo postavljal pravila zdravstvenih domovom, ali bodo to zdravstveni domovi, ali bodo to, ne vem, investicijske družbe, ki bodo to Aluno dolino oskrbele s primarnim zdravstvom. Se pravi, te temeljne stvari, kako bo zdravstvo organizirano, ali kako bo organizirana zavarovalnica, kaj bodo zavarovalnice, ki zdaj delajo dopolnilno zavarovanje, kam bodo one
locirane. Se pravi, te stvari, ker enaki deležniki v medicini bodo tudi čez 1 leto pa 2 leti. Saj se ljudje ne moramo zbrisati pa zamenjati z nečim drugim. In vsak, ki zdaj dela v medicini, bo imel še vedno svojo funkcijo v medicini in nekako bi bilo od vlade, ki želi koordinirati reformo brez neke stihije, za pričakovati, da najprej da tako sliko, kjer bodo vsi deležniki videli svojo pozicijo, da ne bodo med tem begali, ko je reforma nekje v zraku, ampak še ni nikjer predstavljena kot reforma. Se pravi, to stanje, ta občutek te krize vidim predvsem kot nekaj, kjer nastaja precejšnja škoda med vladnimi PR ukrepi, ki skušajo na nek način prepričati javnost, hkrati pa pravzaprav povzročajo precej zmede med deležniki v zdravstvu, ki pač tega, kar je namenjeno za javnost, v resnici ne vidimo. In zaradi tega bi, po mojem, vlada mogla precej večjo pozornost usmeriti k temu, da najprej izgine ta občutek krize, ker ne vem, komu koristi. Se pravi, krize v resnici ni. Ta kriza je politična kriza in verjetno zna vladni PR na nek način, če hoče, prekiniti s tem občutkom krize. Potem rabimo pa predvsem deležniki v zdravstvu neke veliko bolj jasne in dolgoročne podobe, kako si vlada predstavlja, da bo našo zdravstvo organizirano čez 3 leta ali pa čez 5 let, enostavno zato, da se vsak najde v tem načrtu. Kajti tisto, kar snujejo na Ministrstvu za zdravstvo, tisto mogoče tisto zve samo zelo mali del ljudi. Zdravstveno reformo bomo v resnici mogli speljati vsi deležniki v zdravstvu, ki zdaj ne vemo, kaj naj bi vlada mislila. In zaradi tega je predvsem dolžnost vlade, da nam preden, da nam da to sliko, kako si predstavlja, da bo izgledalo zdravstvo, da s tem prepreči stihijo, in to je na splošno tudi naloga vseh vlad. Se pravi, vlada pravzaprav tisto, kar je nujno in tisto, kar ima v načrtu, mora pravočasno razložiti na ta način, da ljudje sodelujemo potem v skladu s tisto podobo, ne pa da v zmedi povzročamo stihijo, ker iščemo vsak svoje rešitev, vsak zase. Hvala. Ja, opozoril si na pomemben element vključevanja deležnikov. Jaz mislim, da tukaj, to ni unikum te vlade, politika premalo ali pa sploh ne vključuje stroke, ki najbolje pozna probleme. Dobro, imamo tudi ministri, ki so zdravniki, vendar vse okoli je pa ogromno administracije, ki pa o zdravstvu ima kaj dosti pojma, se opravičujem izrazu. S problemom, ki je aktualen v zdravstvu, se je ukvarjala tudi Republiška komisija za medicinsko etiko na spodbudo predsednika naše komisije, docent Bolča, zato prosim še predstavitev etičnih vidikov sedanjega stanja. Hvala lepa za povabilo. Spoštovane kolegice in kolegi, se mislim, da dovolj glasno govorim, da ne rabim tistega. V svojem prispevku bom izhajal seveda iz etičnih vrednot, vendar bom ogledalo obrnil tudi na nas same, da se v njem pogledamo, in upam, da boste tisto, kar bom povedal, dobronamerno sprejeli.
Torej, v vseh nekdanjih socialističnih državah so javni zdravstveni sistemi z uveljavljanjem tržnih zakonitosti in uvajanjem zasebnega zdravstva doživljali velike spremembe, ki jim njihove vladne garniture organizacijsko, kadrovsko in finančno niso ustrezno sledile. To velja tudi za Slovenijo, ki je v času socializma med vsemi vzhodnimi sistemi izkazovala najbolje organizirano zdravstvo s kazalniki, ki so na nekaterih področjih presegali, nekaterih še vedno, razvite zahodne demokracije. Vendar pod takratnimi pogoji naše zdravstvo ne more biti več uspešno. Takšnega, kakršnega smo imeli, ne bo več. Danes smo spričo težav, v kakršnih v zdravstvu smo, na razpotju, ko se moramo soočiti z izzivi, ki so pred nami in se odločiti, kakšno zdravstvo bomo v Sloveniji v bodoče imeli. Če želimo biti razvita, socialna in demokratična družba, moramo spoštovati etične vrednote, ki v vsakem zdravstvu ohranjajo svoj pomen in svojo težo. Dovolite mi, da vas kot star javni zdravstvenik na nekatere od njih na kratko spomnim. Obenem, kot sem rekel, obrnem ogledalo na nas same in v zvezi z njimi postavim nekaj vprašanj in zaključkov. Najprej naj omenim vrednoto zdravja, ki naj bi bilo kot splošna humanitarna vrednota v osnovni meri in na enak način vsem zagotovljeno. V današnjih razmerah pa se lahko vprašamo, ali ni zdravje postalo nekaj, kar ima ceno, kar je mogoče tržiti in kupovati in kar ob vse večjih socialnih razlikah med nami poglablja nepravične zdravstvene neenakosti. Ali še velja javno zdravstveno pravilo, da je zdravje potrebno omogočiti tudi tistim v socialnih stiskah in neizpolnjenih zdravstvenih potrebah, ali pa je v večji meri že danes zagotovljeno tistim, ki imajo. Ob tem ne pozabimo, da zdravje ni samo fizična, individualna vrednota, ampak tudi družbena. In se vprašajmo, kakšno je zdravje slovenske družbe danes? Ali je ob takem stanju, v kakršnem v zdravstvu in družbi smo, zdravje lahko pogoj in merilo vsakršnega, tudi ekonomskega napredka, miru in varnosti? Največji zdravstveni izziv, s katerim se danes v slovenskem zdravstvu soočamo, je vso težja dostopnost do storitev. Otežujejo jo vse daljše čakalne dobe, pomanjkanje zdravnikov in sester, pa tudi organizacijske šibkosti zdravstvenih ustanov. Premalo se zavedamo, da vsi tisti, ki so ostali brez osebnega zdravnika, pomembno zmanjšujejo javno zdravstveno kakovost vsega sistema. Ob zapuščenih bolnikih se spet lahko vprašamo, ali še velja, da je v zdravstvu dobrobit bolnikov najvišja zapoved. O vzrokih, zakaj je z dostopnostjo vse slabše, je bilo že danes tukaj povedanega dovolj. Bilo pa bi dobro, če bi se namesto iskanja krivcev in vprašanj, a smo mi krivi, raje vsi in vsak posebej vprašali, ali smo storili vse, kar bi lahko, da bi bilo drugače, oziroma ali za težavami v dostopnosti ne tiči tudi pomanjkanje pripravljenosti za izboljšanje stanja pri nas samih. V težavah zdravstva
doživlja največje pretrese, očitke in jezo javnosti primarno zdravstvo. Zdi se, da so njegove vrednote, za katere smo se pred desetletji zavzemali, v današnjih okoliščinah in v razmerah precej zbledele. Takrat smo izhajali iz prepričanja, da primarno zdravstvo niso samo zdravstvene storitve. Z vključevanjem družbe, ljudi, primarno zdravstvo podpira tudi zdrav družbeni razvoj in v vseh okoljih ob enaki dostopnosti zagotavlja osnovno zdravstveno varnost. Nobena klinična stroka te lastnosti primarnemu zdravstvu ne more odvzeti. Zato naj družinska medicina izhaja v tem, da izravnava velike in nepravične razlike, s kakršnimi se v vseh slovenskih okoljih srečujemo pri zagotavljanju osnovne zdravstvene dejavnosti. Ob tem bi rad spomnil na usmeritve Svetovne zdravstvene organizacije o zdravju za vse v 21. stoletju. V Sloveniji se tudi vzdržuje neprijazno razmerje med javnim in zasebnim zdravstvom. A zasebno zdravstvo je dejstvo, ki ga z uličnimi protesti, zahtevami in grožnjami ni in ga ne bo mogoče odpraviti. Namesto javnih zborovanj in zahtev potrebujemo sodelovanje in oblikovanje sistema, ki bo v enaki meri vsem, ne oziraje se na javno ali zasebno, omogočal pravično dostopnost do zdravstvenih storitev. Ob tem bi rad spomnil na javno zdravstveni pojem enovitosti medicine, ki se ga skoraj več ne omenja. Želimo si, da bi bilo slovensko zdravstvo v bodoče organizacijsko in funkcijsko sposobno izboljšati zdravje slovenske družbe. Vzdržujmo njegove vrednote, imejmo vizijo, nacionalne standarde in urejeno preglednost. Vsi, brez razlike na socialni položaj, naj imajo pravico do zdravstvenih in paliativnih storitev. Staranje prebivalstva tako stališče še bolj podpira. Na zdravstvo ne glejmo kot na potrošnika družbenih sredstev, ampak kot na vzvod, ki krepi zdrav razvoj slovenske družbe. Dogajanja, kakršnim smo bili v zdravstvu priče v zadnjih desetletjih in neizpolnjevanja vsakokratnih vladnih obljub o zdravstvu, naj se ne ponavlja več. Veliko pri temu lahko storimo tudi sami zdravstveniki. Marsikaj bi bilo mogoče še povedati o odnosu politike do zdravstva, o plačah v zdravstvu, ki med zaposlenimi vzdržujejo hromeče nezadovoljstvo in z begom iz poklica povzročajo kadrovske pomanjkanje, o pretirani administraciji, o dobaviteljskih praksah in še o čem, kar vse sodi k podobi zdravstva, kakršnega imamo. Kakorkoli bo že pri nas in po svetu potekal nadaljnji razvoj zdravstvenih sistemov, ki so več ali manj povsod soočeni z zgodovinskimi izzivi, bo pomembno, da zdravniki vztrajamo na zdravstvenih vrednotah in z njimi povezanih odgovornostih in praksah. Le tako je mogoče v javnosti vzdrževati ugled našega poklica in stanu. Brez tega tudi zdravstvo ne more biti uspešno. Hvala. Je pa besedo predajam profesor Ratku Komadini, predsedniku Slovenskega zdravniškega društva. Ratko, izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz vas lepo pozdravljam. Vesel, da sem z vami. Včeraj ob 7. sem prišel v službo, včeraj sem bil dopoldan razpisan v turnus v urgentnem centru Celje, v ambulanti za poškodbe, kot bi se moralo imenovati, v resnici pa gre za kirurško prvo pomoč po starem. Prišel sem v prazno čakalnico in naletel na sodelavce, ki so bili pretreseni, kajti ob koncu nočne izmene, ob 6:15 včeraj,
je prišel gospod srednjih let, hemodinamsko neprizadet, stabilen, ne preveč bolan, z verjetno neko manjšo rano na podplatu in je nezadovoljen z podatkom, da poteka ravno predaja nočnega turnusa dopoldanski izmeni, poškodoval dva moja sodelavca. Enemu je lažje poškodoval roko, ta sodelavec je kasneje z visokim troponinom končal na koronarografiji in na kardiološkem oddelku. Ta drugemu je pa če poznate iz črne kronike, s tako imenovanim čelnim udarcem zlomil nos. Gospod je potem pobegnil, seveda se je preregistriral, tako da je zdaj zamenjal resor, zdaj ga obravnava Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za pravosodje. Žal. Ta včerajšnji dogodek nas je prizadel. Vseh 2081 zaposlenih v Splošni učni bolnišnici Celje, odkoder prihajam. In ima večplastne komentarje. Danes smo slišali, da nas je zdravnikov premalo. Danes smo slišali, da je primarni nivo po epidemiji slabše dosegljiv, kot je bil pred epidemijo. Danes še mogoče nismo slišali, pa bi morali, da smo zdravniki zdaj zlasti na primarnem nivoju, pa tudi na sekundarnem nivoju, pahnjeni v vlogo agentov ZZZS, ki sporočamo pacientom slabe novice in omejitve, glede njihovih pričakovanj, ki jih preberijo na internetu, in državljani ne dobijo tistega, kar jim konec koncev ZZZS obljublja. Zdaj, pravzaprav bi moral citirati zadnjo petkovo kolumno profesorja Ihana, ki je pravzaprav zelo natančno ugotovil, kdo povzroča, katera je tista nevidna roka, ki v Sloveniji v tem postsocialističnem času generira čakalne dobe. Lahko tudi komentiramo ob tem včerajšnjem dogodku, da je tudi koncept urgentnih centrov, ki je bil leta 2016 uveden v naglici, ni do danes uspel zagotoviti specialistov urgentnih medicine, ki bi morali delati v teh novih oddelkih bolnišnic. Koncept je bil prvotno mišljen, da bo to ločeno stroškovno mesto med primarnim nivojem, katerega ustanovitelj je lokalna skupnost, in med sekundarnim nivojem, katerega ustanovitelj je Ministrstvo za zdravje. Komentar je seveda tudi, da je več kot 70% zavisi od analize in od urgentnega centra, tja napotenih ali tja spontano prišlih uporabnikov, takšnih, ki ne sodijo v urgentni center, ampak v akutne obravnave pri njihovih izbranih osebnih zdravnikih na primarnem nivoju. Tudi javno in zasebno zdravstvo, ki je v jedrnih državah Evrope v nekem konstruktivnem dialogu in v sožitju in zasebno tako komplementarno dopolnjuje bolj robustno javno zdravstvo, pa trenutek pri nas premalo razmejeno in se v resnici dogaja prelivanje javnega v zasebno in ponekod, prosim ponekod, da ne bom napačno razumljen, tako imenovano zasebno zdravstvo brez javnega ne bi preživelo. Zato je naše sporočilo zdravnikov, medicinskih sester, radioloških inženirjev, vseh naših sodelavcev, ki tvorimo Splošno bolnico Celje, ne ubijajte sla, ne pretepajte zdravnikov, če ne dobite tistega, kar
napoveduje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ob tem pa nimate, kot je pronicljivo ugotovil profesor Ihan, veljavne zavarovalne police, kot jo imamo za svoj zavarovan avto. Slovensko zdravstvo je za svojimi vrhovi za ramo ob rami z razvitimi jedrnimi državami Evrope in Severne Amerike. To ja. Ampak v resnici smo se zdaj znašli na razpotju in moramo dokončno izstopiti iz ostankov socialističnega zdravstva in narediti moderno zdravstvo, pri katerem bo državljan, ko zboli, v realnem času deležen ustrezne medicinske pomoči, ob tem pa bo plačnik njegovih storitev za to tudi jamčil. Hvala lepa. Hvala, Radko. Mislim, da si dobro zaključil, namreč, da ne bo izvenelo, da je vse narobe. Slovensko zdravstvo deluje na visokem strokovnem nivoju. Problem je organizacija, problem je razdvojenost in mi moramo težiti k enotnosti slovenskega zdravstva. Zdaj pa, na zadnje, prosto še predstavnico mariborskega oziroma štajerskega zdravstva, profesor Pahorjevo, da pove, kakšna je situacija pri vas. Namreč slišali smo v medijih, vsaj tako se je izražal direktor zdravstvenega doma, da pri vas praktično teh problemov čakanja na izbranega zdravnika nimate. Hvala lepa za besedo. Najprej vsi lepo pozdravljeni. Zdaj jaz upam, da ne bom povedala nič novega, kar ste že vsi povedali, ker praktično vsi se zavedamo resnosti teh problemov in za vse so bolj ali manj zgodbe enake ali podobne. Jaz bi edino, kar bi mogoče še enkrat poudarila, čeprav ste že vi to izpostavili, da zdravstvo ne more biti izključno politika. Danes zjutraj v poročilih na radiju bilo povedano, da smo v 10 letih imeli 9 ministrov za zdravje. Jaz mislim, da nam to že pove ta številka, da v bistvu nimamo tu neke kontinuiranega delovanja, razmišljanja in uresničevanja ciljev, ki so bili že dani. Vsi vemo, kaj si želimo, ampak te cilje ne more uresničevati politika, lahko jih uresničuje samo stroka. In če imamo mi vedenje o tem, kako se to lahko zgodi in realizira, kot je recimo profesor Švab že to poslal na ministrstvo, kako bi se lahko rešilo primarno zdravstvo in družinska problematika zdravnikov, mislim, da se mora to upoštevati. Politika pa je tista, ki nam mora to omogočiti. Se pravi, ona ni tista, ki dela politiko zdravstva, ona je tista, ki omogoča, da se zdravstvo, ki ga predlaga stroka, realizira. Mi pa izhajamo iz narobne poti, politika predlaga, mi se trudimo, da to realiziramo, pri čemer že v začetku vemo, da je štart narobe in pridemo vedno v slepo ulico. Seveda pri tem pomaga še tudi zavarovalnica z temi vsemi svojimi predpisi, ki nas ubija dnevno z dodatno zahtevo po neki administraciji. Zdaj, rečeno je bilo že prej, da družinsko, se pravi to primarno zdravstveno varstvo, dobi relativno nič od celotne številke, se pravi 4%. Moram reči, da je ta številka srhljiva. In vsi vemo, da brez dobrega primarnega zdravstva ne moramo rešiti zdravstvene krize. To je enostavno nemogoče. Se pravi, samo če bomo mi imeli piramido, se pravi široko osnovno zdravstvo, kjer se bo 90 ali 70% ljudi pozdravilo pri svojem osebnem zdravniku in bo potem naval na subspecialiste in še višje strokovnjake bistveno zmanjšan, bomo mi imeli pokrito vso potrebo po zdravstvenem varstvu. Zakaj? Vem točno, kaj je delo v splošni ambulanti. 3 leta sem delala v splošni ambulanti. Moram reči, da je za mene še danes po vseh teh letih bilo to ena najlepših ambulant.
Edino v ambulanti družinskega zdravnika imaš ti en pristni kontakt z bolnikom. Bolnik ti zaupa, ko pride 2-krat, 3-krat, 4-krat se ti odpre, ti veš celotno njegovo zgodovino, njegovo sedanje stanje in mu lahko res pomagaš. On niti ne zahteva, da gre na višji nivo, ker tebi zaupa. In na ta način lahko ti postaviš, da je zdravstvo učinkovito, bolnik zadovoljen in tudi finančno bistveno bolj stabilno. Naša generacija, tu smo kar 3 iz naše generacije, ne bom povedala, kdo je vse to, ampak smo 3 sošolci. In moram reči, da nas je doletel zakon o obvezni službi v splošni ambulanti. V začetku smo bili vsi šokirani, kako nam lahko zdaj pa država to predpiše. Ampak jaz moram reči, da sem še danes hvaležna, ker se ukvarjam z oftalmologijo, ki je čisto drugi svet, da sem dala 3 leta splošne ambulante skozi kot uvod v naslednja leta. Tu dobiš ti občutek, prvič komunikacije, drugič oceno akutnega stanja, hitrega reagiranja, odvisen si samo od sebe, se pravi, dobiš toliko dobrih popotnic za naprej, da ti potem tega vse življenje ne zmanjka. In jaz mislim, da lahko moja 2 draga sošolca to potrdita, da smo dobili to zadevno, dobro, ona 2 sta še vojsko služila in sta dobila še dodatni pripomoček, kar ženske nismo, zato je za ženske bilo še to toliko bolj pomembno. Ampak dobro, takrat so v 3 letih posaturirali, zapolnili vse splošne ambulante in naenkrat ni bilo več to, da ni bilo zdravnika na vasi, da ni bilo zdravnika v nekih zelo odročnih in nezaželenih ambulantah. Ambulante so bile v 3 letih te obveze polne. Drugo, kar se mi zdi jasno, potrebno je ločiti, kar je zasebno in kar je enostavno javno zdravstvo. Pokazalo se je, da brez javnega zdravstva ne gre in da tam, kjer ga nimajo oziroma je slabo razvito v tistih državah, to zdaj lahko vidimo, Anglijo recimo konkretno tak primer, ki nam je bila leta in leta kot vzor sodobne, moderne medicine, vidimo, da praktično se po njih ne moramo vzgledovati. Se pravi, to je ena zgodba. Potem, kar smo rekli o ministrstvu. Zdaj ne vem, sigurno ste vsi, ki tu sedite, ker je pač to današnja tema, prebrali vse, kar je ministrstvo objavilo 20.1. in kjer imamo pregled čez stanje zdravstva v Sloveniji, široko na 115 straneh, pa skrajšano verzijo na 19 straneh, pa še potem ene diapozitive, kjer pa je v bistvu pregled zatečenega stanja, ki ga vsi zelo dobro poznamo. Koliko je zdravnikov, koliko je specializantov, koliko nas manjka, kakšne so norme, kakšne so dohodki. To je nekaj, kar je pač nekaj, kar so statistični podatki, ki jih lahko dobiš za 30 let nazaj ali za 1 leto. Ampak iznotraj teh dokumentov ni ene vizije, kako se to zdaj uporabi, da se to iz tega rešimo. In jaz še vedno rečem, to, kar imaš, to uporabi v tem trenutku, kjer si. To nisem si jaz mislila, to je star pregovor. Se pravi, s tem, kar imaš, s tem operiraj in doseži največ, kar se da. In če je stroka, in to so zdravniki družinske medicine predlagali eno rešitev z obstoječim številom ljudi, jaz mislim, da bi bil čas, da se njihove ideje upoštevajo in se seveda s pomočjo politike uresničujejo. To se mi zdi, da bi bil prvi začetek. Da bomo mi zdaj importirali zdravnike od ne vem odkot, ki ne bojo razumeli Slovenca, jaz mislim, da to je iluzija in tudi ni prav, ker naš človek si to ne zasluži, da dobi nekoga, ki ga ne razume in ki mu ne more zaupati. Ampak že, če mi razbremenimo družinskega zdravnika, pa mogoče tudi ne samo družinskega, tudi vse ostale zdravnike, za to nesrečno administracijo. Mi si zdaj znotraj bolnišnice pošiljamo interne elektronske napotnice, pa je to normalno. Pa porabiš 5 minut časa za to, pa to, kar je prej bilo dosti bolj enostavno. Se pravi, zgodba se iz dneva v dan poslabšuje glede administracije. Mislim, da bi zdravnike, se strinjam, ne moramo delo zdravnika preložiti in njegovo odgovornost na nižji kader, ki za to ni usposobljen, se pravi za sestre ali priučene. Ampak lahko pa ta balast preložimo na administrativne delavce. Se pravi, v
drugem svetu imajo zdravstvene administratorje, pri nas se jim sicer tako reče, ampak oni ne delajo to, kar bi lahko bili usposobljeni, tudi niso prav okarakterizirani glede poklicev. Mislim, da bi tu lahko marsikaj se tudi naredilo. To so nekje na kratko ti moji, zdaj bom samo malo pogledala, če se mi je še kaj zelo velikega. Ja, glede urgentnih centrov. Vsi veste, da so navali na 2 urgentna centra, abnormalni. In to recimo je problem mariborskega UKC-ja in ljubljanskega še bolj, ker je pač še večje zaledje. Ena stvar je, ki je tudi urgentna in ki se tudi ne rešuje oziroma o kateri se sploh ne govori. Marsikje bolnišnice, ki jih je 10 splošnih, pa še posebne, nimajo več na vseh področjih 24-urnega zdravstvenega varstva. To pomeni, da recimo konkretno en bolnik ne more priti do nujne medicinske pomoči za bolezen, ki jo trenutno potrebuje. Če si predstavljate recimo samo področje oftalmologije, da povem iz svojega področja, ki mi je najbližje. Edini center 24 ur je očesna klinika v Ljubljani in naš oddelek v Mariboru. Se vam zdi prav, da dojenčka iz Lendave pripeljejo po noči, zato ker ima vnetje v našo hišo, ali recimo do Ljubljane, tu je mogoče povezava malo boljša. To ni bilo niti leta 1945. Bili so oddelki, ki so imeli, ki so pokrivali 24-urno zdravstveno varstvo, ali to v obliki turnusa ali dežurstev. In zato so navali na ta urgentne centre toliko večji. In to se ne bo spremenilo, dokler ne bomo imeli širše družinske medicine in pa bolnišnice, te manjše, ne smejo gledati samo na to, kaj se njim splača finančno in da bojo v manjših zgubah in s tem všečne ministru in zavarovalnici. One morajo skrbeti za populacijo, katero pokrivajo. To je ena stvar, ki se mi zdi, da je tudi ključna. In drugo, mislim, če odpremo televizijo 4-krat, 5-krat na dan, kaj je prvo? Udarna zdravstvo. Ja pa ljudje se pa nismo mi, mislim, v državi, kjer gledamo špansko nadaljevanko, zdravstvo dan na dan večkrat dnevno. Se pravi, to je problem, ki se mora obravnavati za zaprtimi vrati in samo končne rešitve povedati in kakšne so perspektive. Ne pa, da vsi o vsem vejo, vsi odločajo o zdravstvu, pa ne vejo, za kaj se gre. In to je prispevalo to, da se je zgodilo to, kar je Radko povedal v Celju, da pretepejo zaposlene. Vrednost zdravnika in tudi ostalega zdravstvenega osebja je trenutno popolnoma uničena, praktično je nimamo več. To bi bile moje misli, pa mislim, da jih je bilo mogoče preveč. Hvala. Ja, to je realnost našega časa. Zdaj pa prosim še druge člane naše akademije, gotovo so še področja, ki smo jih pokrili uvodničarji ali pa mogoče kakšno vprašanje, nestrinjanje s tem, kar je bilo iznešeno.